Ljudskem vrtu je tokrat gostovala Gorica, ki je v drugem delu prvenstva v izjemno slabi formi. Zabeležila je 2 zaporedna poraza, doma proti Domžalam in v gosteh pri Rudarju. Maribor pa se je po domačem porazu proti Domžalam vendarle pobral in 2-krat zmagal. Tole pa je že prva priložnost za Goričane, odličen strel in še lepša obramba vratarja Handanovića, ki je tokrat obranil strel živca. Potem pa prva mariborska akcija in takoj zadetek Mezga je na desni strani pregraval našel Milca, ki je poskrbel za prednost vijoličastih 1-0. Lepa kombinacija Maribora in takoj zadetek že v 14. minuti. Naslednja kombinacija je pripadla spet domačim nogometašem, tokrat je na desni strani pletla mrežo domača ekipa, na koncu predložek pred vrata in strel Roberta Berića, z glavo pa ni bil najbolj natančen, da bi premagal Vasjo Simčiča. Tokrat je Berić dobil prednost v začetni postavi pred kapetanom Tavarešem. Potem pa tudi goriška priložnost, poskušal je Mevlja in zgrešil vrata Handanovića, ostala je pri minimalni domači prednosti vse do konca prvega polčasa, ko je po podaji Mezge najviše skočil branilec Argus in povišal prednost domačih na 2-0. To je bil tudi izid prvega polčasa, lep zadetek Argusa in nemočen je bil še drugič Vasja Simčič. V drugem delu najprej priložnost za vijoličaste, lep poskus Dejana Mezge, a vratar Simčič se je izkazal s parado in žogo uspel izbiti v kot. Potem pa eden izmed pomembnejših dogodkov v drugem polčasu. Agim Ibrahimi je udaril nasprotnika, padel je Ambida in direktni rdeči karton je prejel Makedonec, ki je tokrat nosil tudi kapetanski trak Maribora. Tule še domnevni udarec in izključitev za Makedonca. Na to nekaj časa nič ni bilo prave priložnosti in Maribor se je zapletel. Poigravanje pred domačimi vrati pa tokrat ni bilo kaznovano. Na koncu je prišel do strela Saša Aleksandar Živec, a zgrešil vrata Handanovića in ostala je še vedno pri lepi mariborski prednosti. Nadaljevanje tekme pa je prineslo še nekaj napadov Novogoričanov. Takole je podal pred vrata Ambida v kazenski prostor domače ekipe. Najvišji pa je bil Sandi Bremec, ki je zadev za 2-1 in znižal zaostanek ter še nekaj upanja za Goričane. In takole še ena velika priložnost za goste. Ambida je streljal, Handanović je žogo uspel izbiti v kot. Zadetka več ni bilo. Potem pa še zadnja priložnost za goste, na pravem mestu spet Handanović. Po lepi žogi Ambide je bil spet pred vrati Bremeca, tokrat ni bil uspešen. Tudi Maribor pa je imel priložnost, da zaključi tekmo. V sodniškem podaljšku je streljal Tavareš in to je bila hkrati tudi zadnja priložnost tekme. Končni izid pa 2-1 za Maribor.